Pozdravljeni, smo na 18. tradicionalni košnji. Na današnji košnji, že 18. po vrste, so bile ene hitre, ene počasne, ene so hitro grebljale, ene počasi. Ni to mačji kašelj, da je to kar naporno. Če samo rečem, da je dolžina proge 9 metrov, za ženske 2,80 m širine, za moške 3,20 m. Tekmovanje v košnji je že bilo 18. Jaz sem tudi sodnik že 18. Kategorije so do 60, pa čez 60 let. Ženske pa do 50, pa nad 50. Ne. Kosijo gor in dol in ocenjuje se plaz, čistoča in cajt, čas. Grabljice pa morajo narediti navelj, ko smo nekdaj rekli, ne. Potem pa morajo raztrositi in to se računa samo na čas. In tukaj so že rezultati. Pri moških do 60 let je bil prvi Franci Kocmut, drugi Fekonja Dušan in tretji Mitja Majer. Pri moških nad 60 let je bil prvi pivec Vincenc, drugi Janko Pavlič in tretji Janko Fekonja. Pri ženskah so bile samo 3 tekmovalke. Prva je bila Fekonja Irena, druga Dragica Majer in tretja nad 60 let Anica Rozin. Pri grabljicah je bila najboljša Polona Čeh, druga je bila Monika Majer in tretja Anica Čižič. Pri ekshibicijski tekmi na širini 3 metrov je bil najhitrejši Alojz Zorko, drugi je bil Dušan Fekonja, tretji je bil Janko Pavlič, za izvirnost pa še dobi nagrado Viktor Zorman. Trava letos je bila zelo žilava. Saj ja že kar nekaj let kosim, pa vidim, ko smo kosili, da smo mogli kar krepko primiti za retiše, pa vrede nabrusiti, da je vrezalo. Naključje je dalo, da smo že 3. leto v Brengove. Za mano, za mojim hrbtom, če vidite, poteka avtocesta. Leta 1986 so se naši zanesenjaki oziroma naši odborniki turističnega društva odločili, da bi prvo košnjo naredili, tako da to je 22 let nazaj, ko je bila prva košnja. Pol smo po nekakšnem malem premoru to ponovno obudili in sedaj letos 18 let zaporedoma, vsako leto na drugi lokaciji. Lep pozdrav na košnji v Brengovi 15. Sem lastnik te zemlje in sem kar vesel, da ta prireditev se naprej vsako leto ponavlja, stara tradicija košnje. In to je zanimivo, ker se mlade vidijo, kako je bilo nekdaj, ko so delali pred 50 letami ročno kosile s košnjo, z ročno koso. Jaz sem tudi kosil. Zdaj ni problema, če je kosa fajn ostra, pa če imaš grip, gre kosite. Jaz obiskujem to košnjo v Cerkvenjaku, ki ga prejeja turistično društvo Cerkvenjak že, lahko rečem, 15 let. In občudujem te ljudi, ko sploh še prihajajo na košnje. Zdaj pa ob tem pa se spominjam na mlade dni, ko smo kosili in pri teh košnjah je bilo tudi zabave. Peli smo in seveda tudi kakšne vragolije štimavali. Med drugim tudi se šli, kjer bi postavil živi hrast. To je po domače rečeno, drugače pa reče stoju na glavo. In to tradicijo držim, kondicija pri mojih 81 letih je tolikšna, da še noge dvignem in stojim po konci. In to je potem malo smeha, malo pa tudi tak atrakcija. Je lepo, da gre ta tradicija naprej, da seveda tudi to ohranjamo na podeželju, kajti podeželje je res, bi rekli, ena tista zakladnica kulturne dediščine, ki jo seveda je res dobro, da se prenaša bi rekli, na mlade rodove. Želimo prikazati našim obiskovalcem našo občino v naši lepoti, v naših čarih. Z današnjo košnjo zaključujemo te naše prireditve in res smo ponosni, veseli, zadovoljni v naši občini, da se vseh teh prireditev odzvalo, udeležilo ogromno naših občanov in pa seveda tudi od drugod. To je samo dokaz, da smo v Cerkvenjaku dobri ljudje, da se radi družimo, da tudi radi pogostimo naše bi rekli, goste in naj bo nekako to vodilo naše občine, da seveda še
delamo naprej v tej smeri in da je pomembno, da seveda se nekako društva promovirajo, pomembno pa je tudi to, da občina kot taka to podpira, seveda pa verjamem, da na tak način bomo tudi še kaj v prihodnje uspeli in vse čestitke organizatorjev, turističnemu društvu in pa seveda domačiji Kocma, da nas je tukaj sprejela in vidimo se na naslednji košnji. Naslednje leto na že 19. košnji v izvedbi Turističnega društva Cerkvenjak.